Danes sem to tematiko naslovil, kdaj postane kozmetičarka podjetnik. Zakaj sem temu dal takšen naslov? Preprosto zaradi tega, ker sem dobil eno zanimivo sporočilo, ki se glasi nekako takole, vam ga bom kar prebral. Pravi: Evgen, jaz ne razumem, kaj želite povedati s tem podjetniškim načinom poslovanja, ki ga nenehno omenjate. Me kozmetičarke sledimo novosti in potrebam na trgu in koliko je le mogoče, se tudi prilagajamo. V čem je torej konkretno razlika v poslovanju, ki ga zagovarjate sami? Jaz mislim, da je ta tematika na mestu, da prikažemo predvsem koristi, ki jih je mogoče nekako izkoristiti pri podjetnem načinu poslovanja. Vendar dajmo najprej nekaj razčistiti. Kdo je pravzaprav podjetnik? To ni nekdo, ki odpre podjetje in začne z delom. To se moramo popolnoma razumeti. Podjetnik mora imeti neke določene kompetence in mora imeti seveda tudi znanje, posebno kar se tiče na področju finančnega poslovanja. Delo mora znati primerno organizirati oziroma načrtovati. Z zaposlenimi in strankami mora znati primerno komunicirati in seveda, če želi biti uspešen, mora svoje zaposlene in najprej sebe seveda znati dobro motivirati. Zaposlene ravno tako mora znati voditi in razvijati, kajti brez razvoja zaposlenih lahko samo stagniramo, in zagotoviti mora znati sigurnost in varnost vseh vključenih v ta kontekst poslovanja v salonu. Poleg tega mora poznati vsa marketinška in prodajna orodja, ki jih je mogoče izkoristiti v praksi, in seveda mora imeti profesionalen pristop do samega dela. Posebnost podjetnika torej oblikuje to, da se vsega loti organizirano in da ima povsem jasne cilje, da ne dela od danes do jutri in nekako sproti gleda, kako kaj bo, temveč da si to poslovanje začrta in da točno ve, kaj lahko potem od njega pričakuje. Zatorej, da bo lahko to opravil, se pravi v takšni meri, da bo dejansko poslovanje potekalo učinkovito, mora vlagati najprej v novo znanje, mora vlagati v razvoj samega poslovanja, kajti vemo, da če sam podjetnik ni motiviran in če sam ne skrbi za to, da se podjetje razvija, tudi zaposleni ne bodo stremeli k temu. To je povsem logično, kajti vsak podjetnik je svojim zaposlenim in vsak vodja svojim zaposlenim za vzgled. In če je ta vzgled pravi, potem se bodo ozirali po njemu in bo tudi poslovanje potekalo povsem drugače. Torej, jaz predlagam vsakemu izmed vas, vsaki kozmetičarki, če želite postati dober podjetnik, da se vključite v našo akademijo. Tam se boste naučili vseh korakov, kako, se pravi, postati dober podjetnik, da boste zaposlene učinkovito vodili, da boste tudi sebe znali prilagajati veliko lažje situacijam, predvsem težjim, tako kot smo sedaj, da boste vedeli točno, kaj v katerem trenutku narediti. In zato vam predlagam, da si dobro zapišete in zapomnite današnji predlog dneva, ki ga pač nekako posredujemo vsako jutro. Zapisal sem si nekako takole: vsak uspešen podjetnik je to postal zato, ker se je zavzemal za razvoj, katerega osnova je primerno znanje. Torej, razmislite o tem, koliko in na kakšen način razvijate svoj salon, kako razvijate svoje zaposlene, imate dovolj novega znanja, ki vam bo pomagal razvijati, se pravi, celotno poslovanje salona. Pokoliko želite to spremeniti, nadgraditi in seveda v praksi primerno uporabiti, javite se nam, pišite nam, vključite se v našo akademijo, videli boste, postali boste dejansko podjetniki na kozmetičnem področju, ki boste imeli veliko večje možnosti, seveda v tistih, ki tega
ne počnejo. To je tudi velika prednost pred konkurenco, ki imate pred sabo oziroma okoli sebe. Toliko torej za današnji napotek dneva. Mi se ponovno vidimo jutri in želim vam, da bo današnji dan uspešen, da boste imeli dovolj strank, da bo dovolj dela in seveda, da se boste tudi dovolj aktivirali, zato da bo poslovanje potekalo tudi v naslednjih dneh in mesecih, tako kot se pričakuje. Lep in uspešen dan in srečno.